Pred približno 1000 leti so tam, kjer danes ležita Švedska in Norveška, živeli vikingi. Pogumni možje so bili to. Pomorščaki, ki so jih vsi občudovali in se jih bali. Prebivalci otokov in obal, ob katerih so plule njihove ladje, so bili presrečni, če so plule mimo. Saj tako vikingi niso pobrali vsega, kar ni bilo pribito. Najhujši in najnevarnejši je bil Halvar iz Flakeja, ki si je ravnokar vračal domov z ladjo polno plena. Veslajte! Veslajte, ljudje! Še malo, pa bomo doma. Že vidimo obalo. Daj mi daljnogled. Izvolite, kapitan. Kje je kakšna obala? Ničesar ne vidim. Če dovolite, kapitan, bi si drznil pripomniti, da vas ovira obveza na očesu. Če bi hoteli pogledati z drugim očesom. Ne režite se, buci. Jaz vidim na eno oko bolje kot vi na obe. Ja, prav imaš, Gorm. Res smo že blizu obale. Nič juhu! Le nove lene raje vesljajte! Prihajajo! Pridite, ljudje, pridite na obalo! Ladje se vračajo, do roba so polne plena! Moj stari se ga je spet nalezel. Vidim ga, bolj se ziblje kot ladja. Jačka s njimi? Le kaj mi je prinesel? Pozdravljeni, ljudje! Dobrodošli! Ste se nesrečno? Vsi smo! Bliže pridi, žena. Sam ne bom mogel nesti vsega domov. Kje so pa moji? Ja, kaj mene nihče ne čaka? Vike! Kje je moj mali Vike? A ga je kdo videl? Ja, stric Halvar, jaz sem videla Vikeja in tudi vem, kje je. Kje? Stopi z menoj do doma, Ilvi, pa mi boš povedala. No, Ilvi. V gost je tekel, kolikor hitro je mogel. Pred volkom. A za volkom praviš? Volka lovi, junak pa tak. Nisem rekla. Vike ne lovi volka, volk lovi njega. Pa menda ne beži pred volkom. Moj sin je, moj sin. In moj sin ne beži. Volk je pa volk, stric Halvar. Ilva, kje si? Žena, doma sem. Končno, ljubi mož. Ja, končno. Ogrlico iz pisanih kamnov sem ti prinesel. In za Vikeja školjke iz Južnega morja. Kje pa sploh je ta potepuh? Kaj te ni pričakal na obali? Če bi bil tam, te zdaj ne bi spraševal, kje je, ali ne? Ilvi pravi, da je tekel v gost. Pred volkom. Za volkom. Za volkom? Kaj pa še? Pred njim, žena. Moj sin beži pred volkom, moj sin. Ko sem vendar poglavar vseh vikingov v Flakeju. In poglavar vseh bakačev tudi mož. Ampak da boš vedel, za Vikeja se prav nič ne bojim. In ne bom se čudila, če bo tudi volka ugnal. Pameten fant je. Pameten. Sin najmočnejšega vikinga je moj sin. Ga bo že nekaj v hlačah.
Kakšen junak sem bil, žena. Prav na Laponsko sem si upal. Še 5 let nisem imel, pa sem preganjal volka. Ne on mene. Če me je samo oddaleč zagledal, jo je pobrisal, jaz pa za njim. Nisem bil taka reva, kot je moj sin. To pa ne. Vsak, kot ve in zna mož. Ti si bil glasen in močan, najin sin pa ima glavico in to pomeni, da boš vedel. Bister fantič je. Zdravo, tu sem. Dobrodošel, oče. Že dobro, že dobro. Povej raje, kako si ušel volku. Preprosto. Poznam pripravno drevo, na katero splezam vedno, kadar srečam kadar imam težave s kakšnim volkom. Vidiš, mož, da sem ti rekla, da si bo znal pomagati. Bistra glavica je. Strahopetec je, ne pa bistra glavica. Zdaj mi je pa dovolj. Strahopeten in previden sta dve popolnoma različni stvari. Vike se pač bolj zanese na razum, kot na mišice. Čenče. Lačen sem. Se res. Jej ta možaka. Si to pot veliko prinesel, oče? Polne vreče, sin. Joj, dobro si opravil. Dobro, dobro. Z močjo in pogumom zmoreš vse, sin. Tale školjka, na primer, bi ti lahko marsikaj povedala, če bi znala govoriti. Pa ne zna. Zato ti bom jaz povedal, kako in kje sem jo dobil. Ja, povej. Pluli smo že 12. dan. In v strašnem viharju smo napadli Viksel. Viksel? Ja. Kje pa je to? Nisem še slišal zanj. Ja, sej mogoče sploh ni bil Viksel. Toliko mest sem že napadal, kako naj si zapomnim njihova imena. No, reciva mu Viksel. Poglavar je bil tak dedec, možak in pol, velik in močan kot medved. Ampak Vikselčani so osli, vsi do zadnjega. Ja, tudi na zastavi imajo osla, tako da to lahko takoj vidiš. Nažalost pa so zelo močni. Napadli smo jih torej in vnel se je boj, tak boj. Nas 6, njih pa 100. 100? Najmanj 100, ti rečem. Pa potem? Kaj potem? Zmagali smo, jasno. Privlekli so cele vreče soli in prosili za milost. To lahko razumem. Če takole kričiš, se te tudi jaz bojim. A je to, kar si prinesel domov, tista sol? Ja, to je tista sol. Zakaj? Ker to ni sol, ampak pesek. Kaj pravi žena? Da ni sol? No, naj poskusim. Privotano prav imaš pesek je. Potegnili so me. Lumpi barabe! Mene so potegnili, mene! Halvarja iz flake, jaz osel. Oče, bolelo te bo, če se boš tolkal po glavi. Drugič pa pazi, namesto da brez glavo ropotaš naokrog. Vesela sem, da je Vike drugačen. Ja, že prav. Bomo že videli, kdo bo prišel tlje. Jaz z močjo ali on z glavo. Pa kar takoj. Tekmovala bova. Sin, si za to? Sem, oče. Samo, če to ne bo boks ali kaj podobnega. Si bova že kaj izmislila. Recimo, kaj, ko bi kup kamnov znosila 100 metrov daleč, za stavo. Meni je prav. Že zdaj vem, kdo bo zmagal. Kdo? Vike. Neumnost. Jaz bom zmagal. In če zmagam jaz? Kaj mi daš? Ti, da boš zmagal. Če zmagam, me prihodnič vzameš seboj na potovanje. O ti smrkavec, ti bi rad na vikinško ladjo. Ja, oče. Če hočem biti pravi viking, moram zgodaj začeti, ali ne? Prav. Če že hočeš, te bom vzel s seboj.
Če boš po naključju zmagal. Ampak, da se ne boš cemiril, ko bo zapihalo in bodo valovi visoki kot smreke. Joj, me boš res vzel s seboj, oče. Dajte no, kdo je že kdaj slišal, da bi vzeli otroka na ladjo? Jaz sem kapitan. In če hočem vzeti sina s seboj, ga bom vzel. Mi daš besedo, oče? Častno besedo? Častno besedo, sin. Je ne boš prelomil? Ti. Halvar iz Flakeja drži besedo. Saj ne misliš resno, mož? Ne skrbi, žena. Sej ne bo zmagal Vike. Bo že videl. Prihodnje jutro se je začelo. Halvar iz Flakeja in njegov sin Vike se pripravljata na začetek tekmovanja. Kup kamenja bosta morala prenesti 100 metrov daleč. To ni mačji kašelj. Kako naj v taki tekmi mali Vike premaga velikega Halvarja? Pravila tekmovanja poznate vsi. Kup kamenja morata prenesti 100 metrov daleč. Kdor bo nalogo opravil prvi, bo zmagovalec. Trenutek urobe. Vikijev kup je videti manjši kot moj. Zaradi mene lahko zamenjava, oče. Prav, zamenjajva. Ampak, zdaj, ko stojim pred tvojim kupom, je videti manjši moj. Še enkrat zamenjajva, če želiš. Daj no, Halvar, nikakršne razlike ni. Prešteli in potežkali smo kamne. Oba kupa sta enaka. Še nekaj. Ali lahko nesem po 2 kamna hkrati? Tudi po 5 ali 6, če zmoreš. Prav. No, začnimo. Vike bo zmagal. Ne bo nikoli. In zakaj ne bi zmagal? Jaz navijam za ti tjure, pa drži jezik za zobovi. Tebe še ne bom ubogal. Prebuhnil se bom. Ne motite tekmovanja. Kaj se morate res kar naprej prepirati? Poslušajte, ljudje. Ko bo Gorm zatrobil na školjko, se bo začelo zares. Sta pripravljena? Jaz sem. Kako gre? Vike! Kam pa gre? Kamen s fantom. Res ne vem, naj nosim ali ne. Sicer boš ti izgubil. Jaz? Izgubil? Močan sem. Sini teh nekaj kamenčkov bo presel kot za šalo. Hitreje, kapitan, hitreje. Jih obodi tjure, se bom. Boš odnehal, Vike? Kaj pa še? Zakaj pa potem ne nadaljuješ? Saj bom. Ampak motiš me, če se ustavljaš ob meni, ne morem misliti. Saj ni treba misliti. Nositi je treba. Nositi. Len si in predržen po vrhu. Jaz delam drugače kot ti, oče. Ja, vidim. Pak se, vidiš Vike, ja? Vidim, pa bi bil bolj vesel, če ga ne bi. Kaj dela? Nič, leži in moli vse 4 od sebe. Joj, presleti kamni ne bodo sami šli na drugo stran. Sej sem rekel, da bo zmagal kapitan. Ma drži jezik, sem rekel. Ne prepirajte se. Povem vama, da bo zmagal Vike. Si bo že kaj izmislil. Ostal je! No, se mu je lepo svetilo. Proti domu teče! Ja, pa je Jani pobrisal. Ne, se že vrača. Saj sem rekla, da se bo spomnil kaj pametnega. Vrata vleče za seboj, naša hišna vrata. Le kaj bo z njimi?
Kol zabijavanje. Dobro mu gre od rok. Kaj je pogruntal? Kaj pravite? Kaj bo nastalo iz tega? Ja, fant, ni neumen. Ni, kar počakajte, pa boste videli, da Vike ni neumen. Rok! Strela! Kaj ni pravkar letel kamen po zraku? Fant si je izmislil pripravo, s katero meče kamenje na drugo stran. Ja, kaj takega? Ne bo me ugnal, ne bo me. Mu bom že pokazal, kdo je močnejši. Rok, še enega! Peci, Halvar, peci. Ena, dve, ena, dve, ena, dve, ena, dve. Rok, joj! Zmagal boš, Vike, zmagal! Kar več kamnov bom vzel. Še malo, še malo, pa bo. Saj to ne more biti res. Čestitam, Vike, čestitam. Tak fant, to verjeti ne morem. Vike je zmagal. Čestitam. Tudi jaz ti čestitam, Vike, tudi jaz. Oče, Ja, Vike. oče, Ja? nekaj si mi obljubil, oče. Če zmagam, seveda. Misliš na morje? Aha. Ja, vem, da sem obljubil. In Halvar iz Flakeja drži besedo. Krasno! Vike, premajhen si še za kaj takega. Ne boš kos težavam. Ne boj se zame, mati, saj sem še očeta ugnal v kozji rok. No. To je pa le malo preveč hvale. Ampak dovolim ti pa, da si privoščiš še koga, če bo kdaj priložnost. Kaže torej, da bom to pot ostala sama doma. Ne stokaj, žena, da ne bo še meni hudo. Vsi mornari naj opazujejo. Kaj bi pa rekli, če bi se njihov kapitan skisal na obali? Pojdite, kamor hočete. A si slišal, Vike? Sem, oče. In tako si je mali viking Vike prislužil svoje prvo potovanje.